Volkswagen me je povabil v Grčijo in sem najprej mislil, da samo zaradi predstavitve novega transporterja, ampak zdaj vidim, da so mi hoteli povedati v bistvu nekaj drugega. Nikoli mi ni bilo jasno, kako so Grki lahko postavljali takšne ogromne stebre, kot jih gledam tamle. Zdaj pa vem kako. Verjetno so za prevoz uporabljali tega, glede na to, da je na cestah že mnogo desetletij. Hec, saj vem, da ne. So imeli tudi hrošča. Enač grem zdaj pokazati ta novega. In evo ga, to je ta novi transporter. Mu zaenkrat še ne pravijo T7, čeprav se mi zdi, da se ga bo tudi prijela takšna oznaka. Moram pa kar priznati, da ko sem ga gledal na fotografijah, mi ni bil posebej všeč. Še posebej zato ne, ker vem, da si osnovo deli s Fordom in njihovim tranzitom oziroma Tourneom Custom, ki mi pa je všeč. Ampak zdaj, ko ga gledam v živo, moram pa reči, da je prav simpatičen. Pa tega ne govorim samo zato, ker je v oglasnem spotu Jason Statham in bi se bal, da bom dobil en uramavaš v glavo. Ne, prav zares dobro zgleda. Imajo toliko različic na voljo, da sem kar zamenjal. Zdaj imam že rdečega, pa z malo manj sedeži. No, sicer je pa prvič od prihoda novega multivana takšen transporter na drugačni platformi, s čimer je multivan lahko postal bolj družinsko prijeten, no ta je pa lahko brez kompromisov ohranil vse svoje delovne vrline. Pa to sploh ne pomeni, da je trd, pa neodoben ali pa glasen kot kakšna konzerva. Že po prvih nekaj kilometrih lahko povem, da je prav prijeten, dejansko je res super. V tem mojem primeru je pod pokrovom elektromotor, pa tamle spodaj baterija, je pa na voljo tudi klasika, torej 2-litrski TDI, ta ima lahko 81, 110 ali pa v primeru Caravelle 125 kW moči. Oba močnejša motorja sta na voljo tudi 4-kolesnim pogonom, na voljo je 6-stopenjski ročni menjalnik ali pa 8-stopenjska avtomatika. Lahko pa izberete tudi pogonske alternative, ob katerih od navdušenja vzklikajo v Bruslju. Ja, in sicer hibrid, ki ima kar 171 kW moči, no ta pride malo kasneje naslednje leto, ali pa takšen povsem električni transporter oziroma Caravelle z zadnjim pogonom in 100, 160 ali pa celo z 210 kW moči. No takšen ima baterijo neto 64 kWh, polni se pa z največjo močjo 210 kW. In če ob takšnem vihate nos, pa ni za vas, za marsikoga je, ker če se večinoma sukate po mestu pa bližnji okolici, je takšen v bistvu super. Na voljo sta krajša in podaljšana različica, pa tudi različica s povišano streho za vse tiste, ki rabite več notranje višine. No takšna kratka ima 5,8 kubika prostora, kar je 0,3 kubika več kot pri prejšnji generaciji, tale moja ima v bistvu sedeže. Če boste izbrali ta dolgo in ta povišano različico, bo pa noter 9 kubikov prostora, kar je v bistvu že na meji s velikimi kombi, recimo z bolj osnovnim crafterjem. Tudi nosilnost se je povečala z 1,2 tone na 1,33 tone, no in če boste izbrali takšno električno različico, je tamle zadaj še vtičnica, ki lahko poganja napravo do moči 2,3 kW in je pol to ena mobilna delavnica. Notri je fajn, prostora je veliko, izdelava se tudi zdi dobra, velik zaslon na sredini pomeni, da je okolje moderno, meni recimo je všeč, da so obdržali tudi kar nekaj fizičnih stikal. No pa zanimivo se mi zdi tudi to, da so zunaj ključavnice lepo skrite v kljuki in ne pod njo kot v Fordu. Odlagališče najbrž dovolj, to obrtniki bolj veste, kaj vse namečete sem noter, ampak ja, izgleda uporabno. Pa najbrž je za marsikoga dobrodošlo tudi dejstvo, da je garancija zdaj 5 let. O zvočni zatesnitvi na dolgo še ne bom razpredal, ker je vožnja prekratka, bomo to preverjali v testu. Lahko pa povem, da je zdaj krajša različica dolga 5,05 metra, daljša ima pa skoraj 5,5 metra. No in medosje ima 3,1 meter in pri takšnem navadnem je višina še vedno pod 2 metroma. To je kar pomembno, da boste normalno lahko zapeljali v garaže. Pri povišenem bo pa zaradi skupne višine 2,5 metra treba paziti že na kakšne nizke podvoze. Več seveda v testu, zdaj grem pa poiskati Jasona Stathama, da ga naučim še question mark udariti z nogo. Čeprav do večje njegovi boki to še zmorejo.